Marsikdo med nami je ob njih ali pa ob njihovi glasbi morda odraščal, se prvič zaljubil, prvič poljubil ali pa preprosto užival v prvi vrsti na kakšnem koncertu. Skupina Pop Design obeležuje 40 let svojega delovanja, zato sem še posebej vesela, da je danes z mano Tone Košmaru. Živijo. Vidiš, se mi je kar malo jezik zataknil pri tvojem imenu, kad bi imela tremo. Ja, sej pri toliko starih ljudeh se ti verjetno mora zatresti malo. Tako hudo ni, ne? Ali je itak, mi smo mladi. Ja? Ampak v resnici pa nismo več tako mladi. 40 let je vse en kar doba, ne? Ja, pa je treba vedeti, da nismo nič letih začeli. Ne? Zdaj pa lahko si vsak zračuna, koliko smo stari. Pustva številke ob strani, deva se midva te 40-ke bolj... Proma, številke so itak sam balast. Tako, na vseh področjih. Na vseh področjih. Kaj tebi osebno pomeni ta številka, ta prelomnica, če lahko tako rečeva, 40 let skupine? Ja, v bistvu velik, ker to, da nek band zdrži 40 let, pa še vedno dela, je še vedno aktiven, tako kot pred 40 leti, no, malo manj, ampak še vedno delamo, mi pomeni ogromno. Se pravi, da nismo muha enodnevnica in da smo v preteklosti naredili kar nekaj songov, pesmi, ki še danes živijo. Mislim, da če tega ne bi bilo, tudi mi ne bi več delali in nastopali. Na to so še posebej ponosni. In zdaj 40 let obeležujete s posebnim koncertom 15. februarja v Hali Tivoli, ampak ne sam s koncertom, to bo en tak res, jaz mu upam reči, kar malo spektakel, zato ker simfoniki prvič z vami. Ja, tle si štejemo še posebno čast, ampak jaz sem mogel čakati 40 let, da bomo lahko zaigrali s simfoniki. To je bila tako tvoja tiha želja? Kaj pa vem, niti ne. Mogoče na začetku niti ne, ampak zdaj, ko se pa to dogaja, pa vem, si znam predstavljati, kaj se bo za nami dogajali in na odru Hale Tivoli. Večkrat sem že rekel, to ne bo špilal, to bo grmel. Zaradi vseh zvokov, ki jih bomo lahko deležni, pa tudi verjetno zaradi vas samih, ne? Ja, najbolj zaradi nas samih, verjetno, ker mi bomo odigrali vse največje uspešnice naše iz 40 let do današnjega dne, plus to, da bodo te pesmi, ki jih ljudje definitivno poznajo vsi in vse, zazvenele drugače. Jaz sicer ne vem še kako, ampak si pa predstavljam, da bo to, če sem prav iskren, imam majčken treme. Aha, pa verjetno jo nimaš prav pogosto, ne? Na nikoli skor. Ampak tokrat pa bo treba tako igrati, ker bodo oni žvižgali, ali pa obratno. Skratka, tle ni, nočem reči, da mi ne znamo igrati, znamo, ampak na teh navadnih špilih lahko malo greš, ne bom rekel mim, ampak tle pa mora biti pa 50-članski orkester, pa nas 5 na odru, k1. Koliko zahtevne so pa priprave na tak koncert? Ja, pa kaj pa vem, niti ne. Saj mi itak znamo, obvladamo, zdaj imamo par vaj z orkestrom, tudi dobro laufa, mislim, vse je, nekaj je. Na vaji je vse štima. Ko priješ pa na oder Hale Tivoli pred 4000 obiskovalci, pa se mi zdi, da se bodo vsem malo nokse zatresle. Ja, in da gre lahko takrat tudi kaj. Ampak je treba povedati, da po prvem komadu, po prvih 3 notah, to vse mine. A imaš ti kakšen poseben ritual, Tone, pred kakšnim takšnim koncertom, kjer imaš malo treme, pa celo greva tudi nazaj, če si kdaj imel prej kakšen ritual? Načeloma ne, ampak vedno pa pred vsakim špilom spijem eno pivo. A pivo? Ja, brez pira ne grem na oder. A res? Ja. Enga? Ja, enga, ne moreš pa pijan nastopati. Ja, ne gre, ne? Ampak, ne vem, da te malo dvigne, ne rabim, ker itak znamo vse. Ampak je en tak ritual, da temo enega spiti, pa gremo. Pa si damo roke in potem užgemo.
Aha. In v Hali Tivoli, tako kot si rekel, vem, da bo spektakel, ti si rekel, da bo grmelo, da ne bo samo odmevalo. Ne? Že samo to, da bo tako velika množica ljudi spet prepevala tiste vaše največje hite, si mislim, da mora biti to en poseben občutek. To se bova lahko mogoče bolj pogovarjala, polka bo že mimo, ampak če zdaj probaš pomisliti in si to predstavljati, to je za vsakega glasbenika, po mojem, res en tak res nor občutek, ko prepevajo od začetka do konca s tabo. No, jaz sem prepričan, da bo točno tako, kot si rekla, ker ljudje, ki bodo prišli na naš koncert, ali so bili pred kratkim na našem nastopu, ali so bili pred 30 leti, jaz veliko ljudi srečam, ki mi rečejo, a veš, da so pa midva na vašem nastopu spoznala in poročila in še danes v skupaj. Veš, tako, kot sem rekla na začetku, ja. Zaljubljali in poljubljali. Skratka, ljudje, ki bodo prišli v Halo Tivoli, naše pesmi gotovo poznajo. Večinoma govorim. In vem, da bodo vsi prepevali, ker te pesmi nekako še vedno živijo med ljudmi, med starimi in celo mladimi, kar najbolj preseneča, da mladi, ki so te pesmi nastajale, še rojeni niso bili. Tako kot Maj, naš pevc. Dobro, mogoče meni ne bo toliko šle kocine po konc, ampak njemu pa verjeten ja, ker on je še mlad, ne bom rekel, da je neizkušen, je že veliko izkušen dobil z nami, ampak pred tako množico pa vem, da on še v življenju ni nastopal in da ima pa to srečo, ne, da tudi če ne bi znal besedil, recimo, samo gleda ljudi, z ust bere, načeloma pa vse naše pesmi ljudje, ki so pod odrom, pojejo, tako da ga velikokrat celo preglasijo. S tem on verjetno nima problemov in mi nekaj špilamo. Ne. 85. leta se je vse skupaj začel? Ja. Kako ste ustanovitveni člani sploh prišli do ideje, da gremo mi narediti en band? Ja. A je to tako mali skeca najprej ratal? Ne, ni bilo skeca. Jaz sem namreč prej igral na Dolenjskem, tam, ker sem rojen, smo imeli eno skupino Impuls, ki smo in itak, moram povedati, da ko se začneš enkrat ukvarjati z muziko, to podpišeš pogodbo s hudičem. Ja? To ni marihuane, ni kokaina, ki bi te bolj zadela, ki si enkrat občutiš ta oder ljudi spodaj, to energijo. Tako da jaz sem se zarazil z muziko. In seveda, ko smo tam nehali, sem mogel nekaj narediti. In potem sem itak prišel jaz v gimnazijo, Ljubljano, in sem takoj zbiral, ne vem, in sestavil neko skupino, Pop Design, no, je zdaj potem ratala, ne. Z te skupine začetne je ostal samo Jani Marinšek, ne, ki so bila na začetku. Potem smo začeli igrati in smo večinoma, itak na začetku nismo imeli svojih pesmi, smo preigravali coverje, vse živo in nam je dobro šlo, ja, zdaj pa moramo še nekaj narediti. In potem je na eni Evroviziji nastopila skupina Wings, Last Dizone in Dan Herz, in meni je ta pesem blazno všeč in potem je nastala Pusti soncu v srce. To je naša prva kaseta, ki je šla leta 86. In tako se je začel. In do zdaj to traja. A si kdaj na samem začetku skupine pomislil, da bo to skupina, ki bo 40 let delovala? Na to verjetno nisem pomislil takrat, čeprav sem vedno verjel in vedno sem to delal s srcem in sem vedel, da nam bo enkrat uspel. Zdaj, da bi takrat mislil, da bomo 40 let delali, o tem niti razmišljal. Tudi potem malo kasneje, ko smo bliže, ko smo že posneli drugo pa tretjo ploščo, jaz sem pošten, nas je brigal za cel svet. Mi smo leteli, mi smo bili, tako kot je John Lennon rekel, se mi je zdelo, da smo bolj popularni kot Kristus. In ste tako tudi živeli takrat? Na veliki nogi, priznam.
vse je bilo naše, mislim, nisem naše, v narekovajih, seveda. Ja. Ta občutek, ne, moči. Ampak kamorkoli sprašal, so te ljudje poznali. Otroci v osnovnih šolah so imeli zvezke, na kateri je bila na prvi strani naša slika, nahrbtnike šolske, je bila na nahrbtniku naša slika. Mislim, noro je bilo, no. Mislim, fajn. Takrat, ko je bil ta vrhunec te popularnosti, ko so bili te časi, o katerih zdaj ti govoriš, kako je pa to tebe takrat spremenilo? Ker verjetno kot osebnost te to mečkano spremeni, vsa ta popularnost, vsa ta občutek moči, kot si prej rekel, da je vse naše. Mislim, da mene ni spremenil, če bi me bil še danes spremenjen. Velikrat sem slišal, da so mi rekli, kako si važen. Takrat sem si mislil, pa kako jaz nisem važen. Mislim, jaz sem bil vedno tone s kmetov tam. Zdaj opažam, ker z velikimi govorim, da so se oni spremenili, ker ogromno ljudi mi reče, si prišel, mi smo se tako bali. In so se bali do mene priti, ker so mislili, da sem ne vem kaj, da sem iz svarovskih kristaljev obložil, ali ne vem kaj. Jaz sem pa še vedno bil isti. In s vsakim sem se pogovarjal, veliko pa ljudi pa takrat ni upal pristopiti do mene, ker sem kao popularen in sem wundermensch, ne, bi rekel Adolf. Tisti časi, ki jih zdaj opisuješ, so tudi članom benda prinašali tako pozitivne stvari, tiste lepe stvari, hkrati pa seveda tudi kakšne manj lepe ali pa negativne, ki so lahko vplivali tudi na vaša zasebna življenja. Zdaj, enkrat si rekel, nekje sem prebrala, vse smo počeli, vse smo si privoščili, edin drugirali se pa nismo. Pravilno si prebrala in to še danes lahko izjavljam, da smo imeli pa to srečo, da noben ni bil v tem džiru. Nihče. Nikoli. Mogoče smo enkrat probali nekaj, ampak enkrat. Ker ne vem, ogromno glasbenikov se poslužuje tega. Nam ni bilo treba. Mi smo bili popularni in uživali tudi brez tega. In dobre volje tudi brez tega. Tako da srečo smo imeli, no, ker večinoma pa še eno srečo smo imeli, da se spomnim, ker smo enkrat ali dvakrat celo in je bilo vsem slabo. Aha. In zato tega nismo več poskušali. Tako da, no, to pa, da spremeni življenje, kot si rekla, vsem itak je treba vedeti, da življenje je sinusna krivulja. Kdor tega ne ve, ta živi v zmoti. Si na vrhu, pa si tudi na tleh. In ker si na tleh, je bolj, da si čim bolj na tleh, da se lahko drine spet naprej. Ne, da ne lebdiš. Vse sorte je bilo. Ne. Zato je pa tudi, no, pa še nekaj, ko smo bili mulci, ni bilo noben problem. Ne. Ko sem rekel, mi smo leteli. Ko pa malo odrasteš, pa smo imeli otroke, pa smo se ločvali, pa pridejo položnice, pa je uno, pa je tretje, potem se pa začnejo razprtije v bendu, mislim, razprtije. Tako kot v vsakdanjem življenju. Se poročiš, pa greš na razen. Ja, zdaj, to ni glih to, da si nekoga ubil, ampak tako je v življenju, tako kot pri muski. Ker je treba vedeti, da bend je kot ena majhna družina. Zdaj, ko je pa družina, samo če sta dva, so že pravila. Če si sam, ni nobenih pravil. Pri dveh moraš pa že paziti, kam nogavice daš. Ki jih je pa pet problemov. Mora pa pet enako dihati, podobno razmišljati, podobno se oblačiti, govorim o bendu, podobno ali pa zelo podobno imeti muziko tako radi, kot jo igramo. Nam se je to več ali manj vse poklopilo z rahlimi deviacijami, ne? Ja, predvsem pevskimi. Ja, ker bend oziroma skupina je v teh 40 letih šla čez marsikaj, tudi, tako kot si sam omenil, kar nekaj pevskih menjav se je zgodil. Moram te vprašati, ali lahko na koncertu pričakujemo tudi Mirana in Vilija? Miran Rudan, Vili Resnik? Kar se njih dveh tiče,
bom povedal, kako je moje mišljenje. Ona dva sta žal pozabila, da sta zrasla s pop dizajnom. Oba dva. To mi ni všeč. Zdaj pa, ker naslopata, pa še vedno pojeta samo pesmi pop dizajna, kar je še bolj čuden. Mi smo jih povabili, oba sta zavrnila, kar je nam seveda, nobenemu ni bilo prav, ker na koncev sta bila oba dva po 10 let pri pop dizajnu, bi nekako pristojalo, da prijeta zapeti vsaj eno pesem in skratka ne bo jih, mi nimamo nobenih zamer do njih, da ni v dveh. Če sta se tako odločila, ona dva že vesta. In mi jim želimo vse najboljše, ne delata, mi pa peljamo svojo zgodbo in vidiš, nam gre dobro. Z novim pevcem zdaj ni več tako zelo nov, no, ampak Maj se je čisto lepo vklopil v vašo skupino. Ja, Maj, moram povedati, da on je od samega začetka, prvič, ki je prišel na vajo, ker smo se vsi čudili, kako je možno, da Poboč, star 22 let, ni bil še rojen, ker so te pesmi, je prišel na prvo vajo in znal vse na pamet. In takrat smo vedeli, da je ta prav, da je ta pravega testa. Ker je to muško imel rad, to je poslušal, ne, in je zdaj enakopraven član benda itak, kar je pa še posebej razveseljuje, da je pa spustil povprečno starost vsaj za 20 let. Da so spet tudi zelo mladi v prvih vrstah, ne? Itak jih je nekaj privlekel, no nekaj, precej. Ja, se pozna, pa še za nas, ki ostane, ki vam se ne more. Pa sva, veš, tole včasih jaz imam kakšno vprašanje, pa si rečem, ne vem, kako bi ga to vprašala, ampak pa imam to srečo, da ti že kar malo navržeš, pa grem jaz lahko v to tvojo isto smer. Jaz te malo napeljem, ne? Ti me malo napelješ, ja, in zdaj si super me napelil, pa še kaj za nas ostane. Vračam se spet v tiste čase, ko je bila ta popularnost res na vrhuncu, ko so tudi bili malo drugačni časi, kot so danes. Ja, res je. Kako si lahko en povprečen gledalec, poslušalec najnega pogovora lahko predstavlja tisto obdobje, kar se tiče vseh oboževalk? Takrat ni bilo Instagramov, Facebookov, da bi gor pisarle in tako. A so to bila pisma, so to bili medvedki, spodnje perilo? Kaj vse se je to dogajalo? Vse, kar si naštela. Vse, kar sem naštela. Vse, kar si naštela. Z izjemo socialnih omrežij. Ja, ni bilo, čeprav če mene vprašaš, je bilo veliko boljše. Ker ni bilo teh mobitelov, ker zdaj vsi buljimo v ta hudičevo aparaturo. Mislim, takrat tega ni bilo. Takrat, če si se s kom hotel zmeniti, si na stacionarni telefon zavrtel in nikoli nisi zamujal, ker nisi mogel sporočiti, da te ne bo. Sam čakaj, ti si mogel do tiste punce tam v prvi vrsti v eni lepi rdeči majici najprej sploh do številke prideti. Ja. Mislim, da če sem prav pošten, ni bilo cajta za številke. Vse si povedal, ja, v redu. A pa ste to imeli kakšne, a so to bili kakšni očesni signali? Kako je dekle v množici lahko zaznala, da gledaš in misliš prav njo? Ja, zato, ker sem gledal in mislil samo na njo. Aha, to se pravi bilo očitno. Ja, to se vidi. Aha. In potem še malo pomežik, pa ne, to je bilo, hitro bilo zmenjen. Ni bilo zdaj tega, ker misliš, da so bili to neki razvrati, ampak je bilo veliko punc, ki so redno prihajale, pa vidiš 5-krat, 10-krat, pa je mogoče sem pa tja kakšna iskrecka preskočila, ampak ni bilo pa to neke dolge sape. Nikoli. Ne. Ampak potem vsem, ki opisuješ, a ne pa te občutki, v bistvu bi lahko človek delal tudi malo prispodobo svetovno znanimi, ne vem, rock zasedbami. Oni tudi imaš občutek, da takrat, ko so na vrhuncu te slave, živijo zelo podobno, seveda v večjih razsežnosti, ker gre za svetovno merilo, ampak tako, zelo podoben način življenja v tistem času. Načeloma ja. Samo v eni taki majhni škatlici smo tako, mi. Ja. Ampak en sam rock'n'roll verjetno, ne? Ja, rock'n'roll je, kot sem že prej rekel,
največjo srečo smo imeli, da nismo nikoli zapadli v droge, ker če bi, verjetno danes jaz ne bi bil. Bi bil nekje na brušenju. Da je ta zdrava pamet ostala, ne? Zdaj, omenil si te menjave že znotraj skupine. Skupina je šla čez, tako kot si prej rekel, življenje, ne? Čez vzpone in padce. Kako težko pa se glasbena skupina, ko enkrat iz tiste res visoke, hude slave gre majčkeno v zaton, koliko težko je to dvigati spet nazaj? Ja, veš kako je. Ko nam je šlo malo slabš, smo vsi rekli, dosti imamo tega. Sem na začetku ti povedal, da smo odvisniki od glasbe. Ja, smo omamljeni in potem pride čez nekaj cajta, ki niti ne igraš, pa si spet zaželiš prijeti kitaro, pa spet iti na oder in je spet taka energija, da tudi če gre potem na tem začetku ponovnem, ker mi smo dvakrat, trikrat nismo igrali en let, pa smo spet začeli, ampak je ona energija in želja po nastopanju, po ustvarjanju taka, da tisto obdobje, ki ne gre spet tako dobro, premaga z lahkoto. In gre spet naprej. Ker ti si vmes pol tudi deloval Kolovrat, ne, skupina je bila? Ja. Pa ti ni nadomestil te odvisnosti od glasbe, ti je bilo premalo? Je bilo dobro in v bistvu je bilo zelo super. Mi smo bili dvakrat v Kanadi in v Ameriki na turneji, bolj narodno zabavno, ne, in je bilo super, ampak kaj pa vem, potem je prišlo, da en harmonikar ni več mogel, ki je bil mu tako službo, pa sem spet nekaj cajta nisem igral, oziroma pa sem spet si najdel en band Rostfrajerje, ker smo bili sami stari mački in smo igrali samo coverje, bolj na rock, pa so spet umrl je Janez Hvale, bobnar, in potem smo nehali. Pa potem spet nekaj cajt nisem, no potem je pa to zadnjo obdobje prišlo, ker so me pa spet poklicali, če bi pop dizajn naredili, če sem prav pošten, nisem niti sekunde razmišljal. Aha, si takoj vedel, kakšen je odgovor. Zdaj, seveda, tako kot sva prej že rekla, v bendu se marsikaj zgodi. Ne moram mimo tega, se veš, da ne pokomentirava, ker bi res rada s tabo enkrat, to nisva se nikoli sploh imela možnost pogovarjati, ko je prišla ven afera o plagiatorstvu, avtorske pravice in tako naprej. Kakšni občutki so takrat v tebi noter bili? A veš, a takrat pride sram, a pride jeza? Kaj se takrat človeku noter zgodi? Meni se ni načeloma nič dogajalo, če sem pošten. Razen to, da sem mogel plačati en dober avto. Zdaj, kako je do tega prišlo, lahko na hitro povem, jaz nimam kaj skrivati. Mi smo hodili v Nemčijo in sem, kupil na eni pumpi eno kaseto, na kateri je bila ta pesem v angleščini sicer. In meni je bilo všeč in smo naredili besedilo vemo, kakšno je, ne? Na božično noč. In to mi veselo, ker nismo niti avtorja imeli, ker ni bilo vidko, nič ni bilo. In da ne bi bilo interneta, to noben ne vedel. Skratka, potem se je to itak zvedel in kar je najbolj zanimivo, je to, da jaz sem govoril s tem avtorjem originalne pesmi, The Man of the World, je rekel, da to on mi ne verjame, da je pri nas ta pesem tako popularna, pri njih se pa v nemško govorečem področju, Nemčija, Avstrija, Švica, se ni zavrtela niti 5krat. Se pravi, da smo naredili nekaj, ki se je prijel, ki je ljudem bilo všeč, oziroma je bila neka pozitiva v tej pesmi. Ker če bi bilo besedilo, ne vem, če si dobila sir, si jedla sir, verjetno ne bi bilo nič. Tle je, to pesem je definitivno naredilo besedilo, ne muzika. To je moje mnenje. Koliko tega pa je v glasbi prisotnega? Zato, ker se mi zdi, da se zelo velikrat dogaja pol to, da se dela primerjava, pa saj ta pesem je pa čisto podobna tej, kako to neki je določen, tok in tok taktov verjetno, ali kako gre to sploh? Ja, to že, moram ti povedati, da v današnjem času narediti
pesem, da ne bo spominjala na nekaj, je praktično nemogoče, ker je bilo že milijavžent pesmi narejenih, pa je mogoče samo postop isti, pa je in tudi v svetu se to dogaja. Meni najbolj znan primer je skupina Eagles in njihova največja uspešnica Hotel California. Če poslušaš eno pesem od Jethro Tull, ima cele fraze identične. Sam to se noben, drugo besedilo seveda, in to se noben ne vtika. Ali vsaj jaz ne vem, da bi se. Je pač to druga pesem z drugim tekstom, ampak zelo podobnimi postopi glasbenimi. Pa tudi sicer opažaš tega pri nas veliko? Podobnosti, mislim to. Veliko. Včasih je bilo mogoče še več, kot je zdaj. Ne vem. In po celem svetu se to dogaja in to ni nobena strašna tragedija in katastrofa. Seveda, v današnjem času v obdobju interneta in vseh možnih medijev se noben več ne postopi oziroma lahko na vsak trenutek najdeš avtorja, če eno pesem bi hotel prepesniti. Ne? In seveda, če napišeš ta pravega avtorja, to ni več plagiat, to je priredba. V današnjem času se tega tudi veliko dela, ampak bolj transparentno. Te je takrat mogoče v tistem času, ko je to prišlo ven, a je koga od članov zasedbe tako zaskrbelo v smislu, kva če zdaj se zgodi pa še mogoče s tem komadom ali pa s kakšnim tem ali pa kaj če bojo kleše, ali ste bili pač pomerjeni s tem, da to vse vemo, kako je bilo, vemo, kakšna je zgodba, zgodil se je, gremo naprej. Ja, saj je bilo še nekaj pesmi, listo prepesnenih, ampak smo pač imeli srečo, da smo najdli te prave avtorje. Noben ga ni nič skrbel, če pa danes pogledaš, tega nihče več ne ve, važen, da je december, pa zapadel je pa briga ljudi. Imajo dosti drugih problemov. In ravno to sem zdaj hotela reči in verjetno v Hali Tivoli tisti, ki bodo ali pa bomo in bomo prepevali od Potepuha do ne vem koga, vse se nihče ne bo tisto sekundo ukvarjal s tem. In ne bomo lagali. In pol te bom pa pokliči me nocoj. Ja, pa gre vse skup, ne. To ne toliko v skupini, toliko o tem, kar prihaja. Zdaj me pa ti malo zanimaš, a še ribe loviš? Ja, no, zdaj ribe na trnk, morje. Zdaj me pa vprašala, ker pa lahko govorim pa cel dan. Se mi je zdel, ja? Ja, ne vem, ne vem, če 10 let, ampak prej nikoli nisem niti na morju hodil. Jaz nisem bil na morju, ko sem bil otrok, mogoče enkrat v življenju. Jaz sem mogel krave futrati, pa krave past, pa kmetijo smo imeli, tako da nismo šli na morje. Potem smo pa nazaj, ne vem, 10 let, sem pa dobil za rojsten dan od hčerke ribiško palco. In sem jo nahrulil, kaj mi to kupuje, jaz tega ne rabim. In s to ribiško palco smo šli potem, takrat smo že hodili na morje polet, in sem jaz s to ribiško palco, prvič, ko sem šel lovit, ujel 10 3-kilskih rib. Ne lažem. Večerjo. To ni ribiška, takele so bile, polmetrske. To ni ribiška. To je pa drugo mamilo, eno je muzika, to je pa drugo, no to je pa še hujška muzika. Aha, toliko te je tudi noter potegnil. In zdaj imam doma 30 palc za ribe lovit, čovn, in jaz sem celo poletje 90% sem na čovnu. Pa pol tudi poješ, kar uloviš? Lansko leto recimo sem 99% na morju jedel samo morsko hrano. Ampak ne uno z ribarnice, samo uno, kar sem jaz na lovu. Pa si se mogel tudi naučiti pripraviti? Ali to si pa že znal prej? Ja, to sem pa jaz, zdaj ratel pa tak strokovnjak, da tudi če drugi lovijo, pa imajo drugi fish piknik,
mene pokličejo to, da kako si z mojega zobaca naredil, bil tako dober kmet. Mislim, nič ne vem o tem, nisem še nikoli nič poskusila, tudi na noben ribi piknik nisem bila še povabljena. Ne vem, mogoče Luka, ki je v skupini Pop Design, bo on kaj več vedel, če je bil kdaj na kakšnem fiš pikniku, no, ampak dej nas povab, da sprobamo. Ja, zdaj bom preko Lukata boš dobila povabilo. Tako, Luka Petrič je namreč član zasedbe Pop Design. Ja, naš bobnar, ja. In snemalc ga tam ne vidim. In moj sodelavec in sem zelo vesela, da ga bomo lahko skupaj z ostalimi fanti opazovali v Hali Tivoli. Zdaj, ribe sva obdelala, v redu, vem, da je to zdaj tvoja strast in da bomo povabljeni na kakšen piknik. Kaj pa šivanje? Pa kje si pa to najdla? Ja, to me zanima, mislim, a bi kdo, poglejte ga, a bi si kdo predstavljal, da je to možakar, ki si sam zašije hlače? Skombinira. Jaz ne bi to rekla nikoli. Skombinira. Celo prvi dan, ko sem šel v gimnazijo, ne vem, zakaj me to tako veseli, da sem si naredil sam hlače, ne popravil jih, ampak sam naredil in sam srajco. Ti si mlada, ne boš vedela, ampak takrat so bile hlače, Favor, Plavor ali kaj že tist, so bile spodaj široke. Na zvonc, ja. Oske, pol riti se je ven videl, spodaj pa mogli biti 1 meter širok. Hipi scena mal, ne? Ja, jaz sem bil kašen hipi, jaz sem bil kmet. No, zdaj pa tele hlače sem si sam prerihtal, to naredil. Doma imam 4 šivalne mašine. 4? Kakšno singerco? Singerco staro, tisto, ki je še stara mama šivala usne za konje, za komat. Veš, kaj je komat? To, kar ima konj. Ja. Debelo. Tako da lahko tudi pol svoje usnene. Še takole, za poganati. Ja. Pa imam eno tako podobno novejšo, in bagatko. Pa imam pa še eno Panasonicovo, namizno. Pa še eno manjšo, takole veliko, to imam pa za sabo, če kdaj rabim kaj zašiti na hiter. Aha, pa jo pol kdaj tudi na kakšen špil vzameš za vsak slučaj, če kakšne hlače počijo ali pa kaj? Ne, to nekaj si pa tako dobre hlače zašijem, da nič ne poka. A pa sam zase šivaš, ali tudi za koga drugega? Ja, ogromno, kad pridejo, daj mi tele hlače za rob, pa daj mi tole zoži, mi je preširok. Prejšnji teden sem, kako se reče, moja snaha od sina punca. Ja? Snaha to. Recimo, ja. Ja. Je prinesla mi eno jakno, ki je kupila nekje prek interneta in je bilo vse preširok in se mi zožil tako, da naredil. Da pade tako, kot mora. Wow. In mislim, da prvič v življenju dobil 20 € za živilskega mojstra. To ne smeš preveč na glas zdaj govoriti, ja, ne, da ne bo kar naenkrat. Jaz to delam iz veselja, nisem jaz krojač. Ampak si samouk sicer? Ja, itak. Aha. Ampak kaj, naučil si se pa mal si verjetno kakšno babico, mamo gledal ali tudi to ne? Kaj pa vem, kje sem se, kar naučil sem se. Mogoče moj stric je bil že zdavnaj pokojni, ker sem bil jaz mulc, ne vem, 5, 6, 7 let star, je bil krojač, on je bil prav krojač in je šival, mogoče sem tam. Pa imaš malo v genih mogoče tudi to noter. Kaj pa vem, mogoče. Kakšni so načrti za prihodnost? To vem, da je tako zelo splošno, klišejsko vprašanje, ampak tvoji me res zanimajo, zato ker pri tebi človek nikoli ne ve. Ja, načrti za prihodnost so taki, da, kako bi rekla kakšna misica, da bi bil mir na svetu. Ja. To je moj največji načrt. Jaz pa samo en načrt. Imam ogromno planov, kaj bi se še dal narediti, ampak vse v eni želji, da bi bili zdravi. Ker dokler vidim ljudi, ki so zelo bolni, pa ne morejo več tisto, kar bi si želeli. Če si pa zdrav, pa ni ovire, ki jo ne mogu prestopiti. To je to. Želim si seveda, da bi zdaj s bendom, s Pop Designi, glede na to, da sem prepričan, da bo ta 40-tednica uspela, da bi mogoče še kakšen podoben koncert naredili, ne vem, na pamet govori Maribor, Novo mesto, Koper. Mogoče bi bilo res škoda, da toliko priprav za enega, ne? Tako da to mi je želja, pa da bi še dolg cajt lahko igral in predvsem užival. To je pa od nekdaj bilo že tvoje vodilo, ne? Ja, itak. In najbolj pa to, da
moram potrkati. Zaenkrat se še dobro počutim, vse štima, sem zdrav in želim si za naprej, da samo tako ostane. Čim več dobrih in velikih rib ti želim v morju, čim več dobrih ribjih piknikov, lepo kreiranih in zašitih hlač. Ampak veš, da sem zdaj toliko okupiran s temi ribami na morju, da sem začel zdaj pa uneta druge malo pogrešati. Kot da bom letos malo manj na morju, pa probal, da ne bom zanemaril tudi unih ta drugih. Hvala za odličen zaključek najnega pogovora. Tone, hvala. Hvala tebi.